Soba, nevsakdanja domačnost. Niso vsi, ki bivajo na gradu, graščaki. Grad Kaltenbrunn je le eno izmed posestev rodbine Kisl, vendar ga ta že razmeroma kmalu razglasi za svojo rezidenco. Na gradu pozneje prebivajo tudi člani družine Trpinc. Zakonca Fidelis in Josipina, takrat, kadar je kateri izmed njiju odsoten, vzdržujeta bogato korespondenco. Ravno zato vemo, da je v tistih časih na gradu strašno mraz, saj Josipina Fidelisu piše, naj ji iz stanovanja na Mestnem trgu prinese krzneni plašč. S svojim obsežnim tlorisom grad skozi zgodovino gosti različne rabe. V njem denimo delujeta vojašnica in bolnišnica, danes je muzej. Po drugi svetovni vojni je preurejen v družbena stanovanja. Fotografija Jožeta Gorjupa iz leta 1968 razkriva nevsakdanjo, a domačno podobo grajskega dvorišča, na katerem se suši oprano perilo. Odmevna razstava Stanovanje za naše razmere v 50 letih podrobno pretrese tedanje ideje o kakovostnem bivanju in zabeleži nekatere izmed najnaprednejših povojnih arhitekturnih zamisli, ki za nekaj desetletij tudi uspešno rešijo stanovanjsko krizo. Po osamosvojitvi se situacija znova zaostri in arhitekturni muzej se spričo desetletja naraščajoče stiske čedalje pogosteje ukvarja s temami bivanja in stanovanjske preskrbe. Z raziskavami, monografijami in razstavami, posvečenimi bivanju, se tako znova in znova posveča uveljavljanju te temeljne človekove pravice.